Živijo, sem Matej Cepin in poslušaš 93. epizodo podcasta Goreči grm. Tokrat je z menoj Leon Jagodic, mož, oče 4 otrok, zadnjih 8 mesecev pa tudi direktor zavoda Iskreni.net, ene največjih neprofitnih organizacij s poslanstvom podpiranja družin v Sloveniji. Leon je vodenje zavoda prevzel od ustanovitelja Igorja Vovka, ki je že bil gost v 24. epizodi Gorečega grma. Kot tipični diplomirani teolog je imel Leon po končanem študiju široko teoretično znanje in kar nekaj odprtih možnosti za nadaljevanje. A hkrati nobena od teh možnosti ni bila zelo jasno odprta. V epizodi sva tako govorila o njegovih mladih letih, ko se je še odločal za študij teologije, pa o tem, kako je odkril svoje poslanstvo, za katerega zdaj pravi, da ga živi v polnosti in z veseljem. Govorila sva tudi o tem, česa vse se je moral kot diplomirani teolog še naučiti v praksi. Veliko pa seveda tudi o tem, kako doživlja prehod iz, v narekovajih, navadnega delavca v voditelja. Navdušen sem. Kot človek, ki je pomemben del življenja posveča opazovanju in pospeševanju razvoja voditeljev, še posebej tistih, ki delujejo v civilni družbi ali v cerkvi, vedno znova doživim neke vrste praznik, ko se rodi novi voditelj. Kako močno si želim, da bi jih bilo še več. In kdo ve, morda pa je ta epizoda posneta prav s tem namenom. Gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Leon, dobrodošel v Gorečem grmu. Hvala, v čast mi je, da sem lahko tukaj. Dolgo časa se že poznava in pravzaprav z zelo veliko različnih vidikov se poznava. Meni najbolj odmeva tek. Midva sva bila oba tekača, 15 let nazaj in okoli 40 kil sva prej računala na hiter nazaj, sva tekla, potem oba dva sva pesmice pisala, sodelovala pri svetu katoliških laikov Slovenije, bila na kakšnih dogodkih povezanih s pastoralo, cerkvijo in tako naprej, česa se še ti spomniš? V bistvu tako se ne spomnim glih čistočen, kje sva se prvič srečala. Spomnim se, da sem že davno tega slišal zate. No, ja. Dobro. Sej, koliko so midva razlike? Jaz sem letnik 76. 5 let sva razlike, 81 letnik, okay. No, ni veliko. Lahko rečeva, da sva kar sodobnika, se temu reče. Ja. Ti si tudi mojster besede. Predvsem sva oba dva generacije X. Tako, to je zelo pomemben. Čeprav se ti že zelo iztekaš, ne? Ja, samo sem opazil, posebej pri zakonski skupini, tako bilo najbolj očitno, ko smo enkrat imeli to debato. Ostali pari so kar mlajši, imajo zmetka. Da si drugačen. Par let, ja. Ampak se zelo pozna, tako, predvsem ta odnos do tehnologije. Pa to. Mogoče si tudi majčkam bolj konzervativen v tem pogledu? Ja, jaz sem hotel uporabljati besedo, da sem bolj dinozaver, kot kdo drug. Čeprav pa ni čist res, ne? Ja. Ne vem, mislim, vsem se kar spoznaš na ene par stvari, ne? Ja, ampak moram zavestno v to vstopati. To pa je. Nisi domorodec, si nomad, digitalni nomad. Absolutno nisem domorodec. Moram se zavestno vstopati v to, ta orodja so pametna, so smiselna, da jih uporabim, da mi lahko nekaj pomagajo. Ni pa kar tako, da bi zdaj pač tam nek gadget mene kar tako fasciniral, da ga bom uporabljal, pa bi na koncu gotovo se mi več časa vzame, kot ga pa prihranim. Tega bom jaz vseeno malo več, kot študent računalništva sem bil in sem še včasih, mi je zanimivo, kaj se vse že zmore, nova škatlica, ki prinese drobni čudež, ti pa teolog, ne, in povej zdaj, kaj za vraga si razmišljal, da si šel, čeprav znam zračunati tam okoli leta 2000, 2000 sem šel študirati teologijo. V bistvu sem šel tako zelo na izpadanje. Nisem imel neke posebne ideje, kaj bi rad. Zanimalo me marsikaj od naravoslovja do družboslovja, humanistike in na izpadanje sem šel in na koncu to ostalo na mizi. Torej nisi imel vizije nobenega poklica?
ko sem začel študirati teologijo, sem bil še ko zdaj nazaj gledam, v nekem postopku razločevanja. Ne bi nikoli rekel, da nikoli nisem pomislil na duhovniški ali kakšen redovniški poklic. Nikoli pa, ne vem, nikoli nisem čutil toliko močne privlačnosti, da bi rekel, to je pa to, dajmo priložnost, ne vem, ali semenišču ali nekemu redu. In je ta postopek razločevanja pri tebi potekal proaktivno ali bolj kot čakanje? Zato, ker sam pri sebi zdaj za nazaj gledam, da je takrat še ne, ko sem se vpisoval, ampak kasneje, potekal sicer nekako proaktivno, ampak se je zelo dolgo razvlekel, tako da je bil bolj v bistvu skozi je zgledal kot neko čakanje, čeprav je v resnici bil proaktiven, ampak zelo na dolgi rok. Jaz mislim, da bi se moj približno 6-8 letni proces lahko speljalo tudi v letu 2. Ja, bi se kar strinjal. Zdaj gledam nazaj, se vse skupaj absolutno predolg vlekel. Če bi zdaj lahko sebi svetoval, ne vem, pri 16, 17, 18 letih, bi predvsem še bolj proaktivno v to vstopil, mogoče bi se dejansko nekam umaknil z namenom razmisleka za mal daljši čas, pa potem zadevo zaključil, ker tako, ko zdaj nazaj gledam, ne bi zdaj glih zelo šel v podrobnosti, ampak ko se je to razčistilo, se je v zelo kratkem času zelo jasno pokazala ta poklicanost v družinsko življenje. Kaj se je moglo pa razčistiti? Ne vem, v resnici. V resnici tako kar nekaj se je pacalo, ja, dejansko njih. Mislim, jaz tako gledam, recimo, jaz sem dobiti resno punco, potem se z resno punco spraševati o prihodnosti, zaključiti študij, dobiti neko zaupanje od 3 ljudi, da ti zaupajo en mini projektič. In to so vse neke stvari, ki niso bile vendarle od mene odvisne, ampak so bile v sociologiji mladine, se temu reče, točke odraščanja. Ne? Kdaj dobiš prvega otroka, kdaj dobiš prvi avto, kdaj se prvič od doma odseliš, kdaj greš študirati, kdaj prvo službo in tako naprej. Ne? Zato so te najne poti razločevanja mogoče toliko trajale, da se je dovolj teh koravdic, teh točk odraščanja, s tem povezane neke samozavesti nabralo. In ko si prej omenil generacijo X, ki pripadava, teli Z-ji so zelo drugačni. Danes mladi vseeno, ne vem, mi smo bili bolj boječi. Ja, pa tako zelo nosim zdaj v srcu eno izkušnjo enih mladih romarjev, ki so prišli k nam v župnijo in sem prav razmišljal o njih malo. Kaj to so bili, peš romarji? Ja, peš romarji iz Ljubljane romajo na Višarje, se mi zdi. Aha. In tako sem prav razmišljal, dejansko mi si tega, ne vem, ali si nismo upali, ali ni bilo. Prav želel sem si, da bi tudi jaz, ko sem bil v njihovih letih, da bi dobil recimo tako priložnost, pa da bi imel pogum iti na tako pot z nekim namenom v razmisleka o življenjski poti. Kako gledaš na mladinsko pastoralo, ki si je bil deležen? Don Damir Stojić je zagrebški salezijanec, kar radikalnih pogledov na eno stvar, ampak v mojih očeh dokaj pozitivno radikalnih in zelo kritizira ta tako imenovani kumbaya katolicizem, ker on ima kanadske korenine, v angleščini ima veliko konceptov. Mladinska pastorala, v kateri je pomembna skupnost, gradnja odnosov, vzgojno-pastoralni pristop, se je temu tudi rekel v mojih časih, ki mi je sicer ogromno dal. Spoznal sem ženo, spoznal sem vse, ampak ni bilo pa tolikrat postavljenosti izven cone udobja, bi lahko rekel. Ja, jaz recimo se zdaj razmišljam za nazaj. Spomnim se svoje prve stične sred 90-ih. Na koncu osnovne šole sem bil, Aha. In potem, ko sem primerjal recimo z izkušnjami skozi svojo srednjo šolo, pa še ko sem bil na faksu, sem tudi parkrat tam bil. Ja, da je zelo, recimo, ne vem, padel ta nivo, da takrat mogoče je bilo, da ne vem, mogoče so dejansko odraščala v nekem obdobju, ki je bila... Veliko luknji, ali kaj? Ja, ki je bila neka taka luknja. Da predtem je še bilo, pa tem pa tudi. Ja. A res, tako misliš? Ne vem, tako sem takrat doživljal, kot, ne vem, osmošolec, recimo, ali pa začetek srednje šole, ki, ne vem, Guy Gilbert je bil takrat enkrat, in se spomnim, gost v Stični, ki je imel ta človek se povedati. Kakšno vsebino je dal
nam mladim tam. Pa je pa to nekako, ne vem. Pol pa ni šlo več na to vertikalo, ne, da bi mladi imeli neke preroke, neke zglede. Interneta tudi še ni bilo, ker zdaj si s temi preroki oziroma zgledi postrežejo na YouTubu. Ne? Ja, in mogoče je bilo malo pomankanja te vsebine ali pa ne vem. Mlad človek potem, ko to skupino recimo zapusti, ko pač jo preraste, rekel, ok, nekaj pa zdaj sem se tle naučil, nekaj sem spoznal, naredil sem v življenju nek korak naprej, da bilo tega v tistih letih malo premalo. Zdaj pa opažam, da je spet malo več tega, no. Tako kot zdaj zunanji opazovalca, 45 let sem star, nisem več udeleženec mladinske pastorale. Več tega je. Pa ko govorijo o posredovanju vsebin, sicer bolj za družine, pa lahko zelo hitro prideva tudi do organizacije, ki jo vodiš, katere vodenje si prevzel od ustanovitelja Igorja Vovka, tudi gostom ene od mojih predhodnih epizod Gorečega grma. Približno pol leta si zdaj na tej vodstveni poziciji. 8 mesecev. 8 mesecev. To je bil tudi po mojem en tak sprožilec, zakaj sem te povabil, poleg tega, da te poznam že zelo dolgo časa kot osebnost. Iskreni net posreduje neke vsebine za družine. Kako vidiš to vlogo? Kaj družine potrebujejo? Katere vsebine želiš posredovati? Ne? To delate in prek video vsebin in preko knjig, ki so še posebej tvoja ljubezen. Kaj je tisti zakaj? Ne? Eno osnovna predpostavka ali pa izhodišče, iz katerega izhajam, je pač moja družina. Družina, ki sem jo ustanovil, z ženo imamo pač 4 otroke in pač poskušamo v tem svetu živeti, kolikor se da, družinsko življenje v skladu s pač vrednotami, ki jih imamo in ki jih tudi, recimo, tudi v zavodu Iskreni zagovarjamo. Je pa tako, močno čutim eno diskrepanco med tem, kakšno družinsko življenje lahko želimo mi živeti, pa med tem, kakšno mesto ima družina v družbi ali pa kakšno mesto ji družba daje. Ne? In ta diskrepanca je tista, ki, bi rekel, me najbolj nagovarja ali pa najbolj motivira za delo pri Iskrenih. A znaš biti konkreten v tej diskrepanci? En primer, recimo, ne vem. Primer je že konec koncev to, kaj pač družina je. Družina pač, je neka osnovna enota družbe, ki jo sestavljajo pač mama, oče in otroci, če jih Bog da. Zdaj, že okrog tega se v družbi v resnici ne moramo čist strinjati, kaj zdaj to družina je. In to tukaj se mi zdi, da je škoda. Če rečem za družino, je mama, oče in otroci. Seveda je lahko tudi neka druga oblika sobivanja, ampak pač to ni družina. Tako kot je avto pač neko prevozno sredstvo za prevoz oseb s 4 kolesi, motor je pa pač motor, motor pa ni več avto. Pa tudi prevaža. Ja, seveda tudi prevaža. Jaz pa imam toliko široko definicijo družine, da če je nekdo posvojen, pa da pač nima bioloških staršev tam, ali pa da sta se 2 ločila, pa imati samo hranilka, pa da ima 2 otroka. To so pač potem to zame še spada v zelo jedrno definicijo družine. To so pač neke oblike, potem nekih sestavljenih družin ali pa nepopolnih, recimo. Družine se ne ukvarjajo vsakodnevno s tem, to pa vpliva na njihovo življenje. Ampak kaj pa bi bila ta diskrepanca konkretno? Recimo, ne vem, predstavljam si, da se ukvarjajo z vprašanjem ali pa imajo kar nekaj naloženo, nalovdano v tujki, od svoje izkušnje, koliko se otroke vozi po krožkih, kako meje postavljati, aj tukaj so te pol konkretne diskrepance, ki pomagate blažiti in reševati. Pač recimo v okviru nekih vrednot, ki jih pač zagovarjamo, poskušamo potem pač družinam pomagati, da bodo naredili v svojem družinskem življenju korak naprej. Da ni zdaj cilj samo, da družina preživi, da obstoji tako, kot je, ampak da bo imela res čim bolj kvalitetno, čim bolj polno družinsko življenje. In to delamo pač preko nekih vsebin na spletu, se pravi preko člankov, video oddaje, preko knjig, preko programov.
pač staršem poskušamo pomagati tam, sej to je konec koncev osnovna ideja vsake nevladne organizacije, a ne. Pomagati državljanom tam, kjer jim država kot taka, kot pač nek vzpostavljen sistem ne more ali pa ne more tako dobro, kot jim lahko pač neka civilna družba, neka nevladna organizacija. Jedro za to pomoč državljanom pri vsaki nevladni organizaciji je poslanstvo te organizacije in vaše je zelo zanimivo. V bistvu ste veliko stavili po svoje, zato ker je prepoznavno, meni je všeč. Torej, rečete, da je vaše poslanstvo močni moški in strastne ženske, ne? Ja, pomagamo družinam, v katerih rastejo močni moški in strastne ženske. Aha, rastejo, ne? Ja. Rastejo torej in odrasli in otroci. Tukaj so vključeni tudi otroci, da bi tudi sinovi postali močni moški in tudi hčere strastne ženske. Zdaj pri tej strastnosti. Tako, ja, na to se najbolj obeša po moje. Tukaj bi tako želel reči, da ne gre tukaj samo za pač neko seksualno strastnost, ne? Da gre za to, da je ženska izpolnjena, da je slišana, da je v stiku sama s sabo, da je pomirjena sama s sabo. Za te stvari gre, ne? Da je, se pravi, da tudi in ženska in tudi pač moški kot močni moški zaživita tisto svoje bistvo ženskosti, bistvo moškosti. No, sej to me zanima. Ja, zakaj je k moškemu beseda, ker bi si tudi moške ženske jaz želel, pa strastne moške tudi, naprimer podcast Goreči grm, ravno govori o tem, da se pravi, grm je nekaj strastnega, grm je nekaj neoprijemljivega, ni nekaj fizikalnega zelo pojasnljivega, ampak je ena strast. Je ena strast, ki je Mojzes 40 let po puščavi je mogel še dopolnjevati, dofilati, ampak vendarle je bila to začetna doza energije za 40 let puščave. To je tudi ena strast na nek način. Zdaj, če lahko malo bolj elaboriraš, zakaj ne močne ženske in zakaj ne strastni moški, malo izzivam. Ker smo si moški in ženske pač različni. Zdaj pri moških je pač v ospredju neka voditeljska vloga, neka vloga zaščitnika družine in tako naprej, in zato pač potrebna moč in potrebno je pač prevzeti odgovornost, se postaviti za svojo družino, medtem ko vloga ženske je pa bolj, bi rekel, znotraj družine, da varuje dom, da skrbi za družino, a ne tudi na ta način, da mogoče doma prevzame kakšno funkcijo več. Ampak to še nisi pojasnil strasti, ne? Zakaj? Veš, kaj mislim? Ne, čisto dobro. Kako ji strast pomaga pri varovanju doma, kar si rekel, da je prva naloga? Da je ženska pomirjena s to svojo vlogo. Pa je to samo ena od vlog ženske, a ne? Se pravi, da varuje dom, da skrbi za dom. Ja, da vidi to vlogo kot enakovredno vlogi moškega, kot nekega voditelja, kot nekega zaščitnika družine. Da nista to zdaj vlogi, ki sta, ne vem, ena višje, ena nižje, ampak da sta to vlogi, ki sta komplementarni, ki sta različni, ampak nista pa različno pomembni, različno vredni. Meni je všeč zato, ker ste veliko stavili s tem poslanstvom, v smislu vsak se v obregnu, najbrž se vsak obregne, in je prepoznavno, hkrati ste pa verjetno, ker poslanstvo človek zelo, zelo močno premislil, tudi to je konec koncev podcast o poslanstvu, tako da tlega še bolj premišljujemo, in mi je res, a ste to poslanstvo zastavili, ko si ti že bil vodja, ali še v ta stari? V bistvu že v novi zasedbi smo imeli eno tako načrtovanje, eno tako posvetovanje, kako bi želeli peljati stvari naprej, in se je potem to izkazalo kot neko poslanstvo, neka izjava v poslanstvu, ki mislim, da je zelo prava za tisto, kar želimo. To, kar sem že prej govoril, mi želimo, da bi družine nadgradile svoje družinsko življenje, ne samo, da preživijo, ampak da živijo čim bolj kvalitetno, da jim ponudimo nekaj več. Ko se že vsem tako dolgo poznava, se te ne spomnim, da bi vedno na ta način govoril o družini, tudi se ne spomnim, da bi bila podpora družinam tvoja poklicanost že ves čas. Kako si sploh razpoznaval to svojo poklicanost? Ti si vmes bil prevajalec, marsikaj si počel, ne? V bistvu moja prva, se pravi, potem, ko sva
govorila na začetku o poklicanosti, a ne. Nikoli ni bila, ne vem, neka posebej pereče vprašanje, ali zdaj nadaljevati s študijem, ne glede na to, za kakšno poklicanost sem se v življenju odločil, a ne, pač to vidim kot zelo različni zgodbi, no, študij pa poklicanost. Sem se pa zelo hitro potem zavedal, da zdaj s teologijo, da moram malo še bolj proaktiven biti. Ja, biti malo bolj proaktiven glede tega, kaj bi v življenju najprej, kaj bi rad počel, da iščem neke priložnosti, da pač o teh stvarih razmišljam. V bistvu do prevajanja sem prišel zelo po naključju, nekje so pač nekaj iskalnega prevajalca. Angleščina mi je kar dobro šla, mi gre še zdaj kar dobro in sem rekel, pa poskusimo, ne. In sem poskusil in mi je bilo všeč in sem potem to dejansko tudi kar precej časa delal. Si brez kakršnekoli formalne podlage to počel dejansko? Ja, v resnici. In so bili zadovoljni s tabo, ne? Ja, zdaj na začetku je šlo za neko tehnično dokumentacijo. To, kar bi danes AI delal, ne? To, kar bi danes delal AI, ne? Sej veliko prevajanja danes gre v to smer, da to pač AI dela. Potem sem se pa nekako usmeril v besedila, ki so povezana z, ne vem, humanistiko, se pravi, ali s teologijo, z verstvi, ali z vzgojo, ali z, kaj bi še, filozofijo ali take stvari, kjer mi je vendarle to znanje strokovno, ki sem ga na faksu usvojil, prišlo prav, ne. Konkurenčna prednost, ja. Ja, to je bila pač konkurenčna prednost pred prevajalci s filozofske, ki pač zelo dobro poznajo jezik teh stvari, pa malo manj sploh, ko se stvari malo bolj zapletejo in so malo bolj, ki treba biti malo bolj precizen. Sem pa potem na neki točki ugotovil, da je to preveč samotarsko delo zame. In hkrati... Kaj, da imaš več interakcij? Ja. Pač prevajanje je bilo v tistih časih in je tudi še danes sedenje za računalnikom, tipkanje. Čim več miru, boljše je, ne. In ni nekih medosebnih odnosov, ne, z nekimi kolegi ali kakorkoli, ne, tega je zelo malo. In mi je to... Koliko časa je bila to tvoja glavna dejavnost? Recimo 4 leta, 5 mogoče. Ja. Zelo je bilo tako, med študijem sem s tem začel in pa že takrat prevedel tudi eno knjigo, po, ne vem, 2-3 letih. Potem sem pa tudi v Iskrene, v bistvu v sodelovanju z Iskrenimi sem zelo počasi vstopal. Ni bilo tako, da bi zdaj na neki točki nehal prevajati in delal samo še za Iskrene, ampak si tudi za njih prevajal, če prav razumem, ali ne? Eno knjigo sem, ampak to ne tako dolg nazaj, no. V tistem prihodnjem obdobju nisem nič prevajal. Nisi skozi prevajanje prišel? Ne. In je šlo to pač tako počasi z ene v drugo kariero, a ne, recimo. Zato tudi zelo težko rečem, kdaj sem začel z Iskrenimi sodelovati, a ne. Pač ja, tam okrog 2016 je sicer to bilo, a ne. Skratka, da se vrnem na vprašanje, a ne. Tako, s tem, ko sva pač se z Metko poročila, pa ko so ustanovila družino, pa pač tudi potem dobila otroke, a ne, mi je pa to skozi bolj v srcu odzvanjalo kot nekaj, čemur bi se jaz lahko posvetil, se pravi delu za družine. Ne? Ja, in potem je pač na Iskrenih prišla neka priložnost, kar sem tudi gledal, seveda tako takrat s precej velikimi očmi, sem rekel, ok, prilika je, da je poskusi, a ne, sej boš videl, a ne, ali bo kaj z tega, ali ne bo nič, a ne. Sem takrat pač napisal neko pismo, se prijavil, so me povabili na razgovor in potem smo začeli sodelovati. Na začetku zelo nekimi takimi, bi rekel, osnovnimi funkcijami, tudi neke administracije sem imel. Si po firmi plezal od dna, ne? Do vrha. Ja, skoraj, ja. To se je tako za korporacijo včasih reče. Ja. Ja, sej to je v resnici. Začel kot skladiščnik, zdaj direktor. Ja, skoraj, ja. Mislim, prej na katero škatlo sem prenesel tudi v svoji karieri, tudi prej na katero tudi zdaj, kot sem direktor, tudi pomagam. To, mi ni to nič odveč ali pa počastjo. Seveda. In sem pač začel zelo takimi, nekimi administrativnimi deli in tako bi rekel, da zelo tak način, ne vem, je bil to arški župnik, ki se je skrbi za svojo župnijo lotil tako, da je cerkev pometal, a ne. Spomnim se tudi ene biografije enega drugega duhovnika slovenskega, ki je tudi v eno župnijo, ki je prišel, je za župnijo začel tako skrbeti, da je malo medel v cerkvena vrata, da se jih je sploh dal odklent pa zaklent.
pa potem v tisti župniji veliko dobrega naredil. Točno to, če greva na to filozofijo, veš, ka velikokrat je razkorak med tem, kako bi moralo biti, pa kaj želimo delati in kaj nam je ponujeno. In potem se tistega, kaj nam je ponujeno, pa ne mislim, da je ponujeno od nekih avtoritet ali pa oseb s statusom, ampak enostavno, kaj je zdaj le možno. Ne? In če hočeš spremeniti svet, najprej zjutraj pospravi svojo posteljo. Ne? To je velikokrat, se ne lotimo stvari samo zato, da bi se je lotili. Ne? Samo zato, da pridemo majčken v stik. To si očitno začel delati in potem s časoma, kako se je pol ta v srcu razvijal, je vedno bolj zazvenelo to poslanstvo. Domnevam, da si tudi marsikaj videl, tako kot v vsaki organizaciji. Ne? Ni ravno najbolj, niso vedno lepi časi, so tudi odnosi, ki so ranjeni, saj pa nas je tako, ne vem, domnevam, da na iskrenih tudi. Ne? Kako je to v srcu pol potekalo celo desetletje? Mislim, jaz sem že tudi, pa vendarle ni bilo to moje glavno poslanstvo ali pa glavno delo že na začetku, ampak ko je prišlo pač do tega, da smo začeli sodelovati, pač sem vse videl kot nekaj, s čimer lahko prispevam. Niti ne tako, da bi zdaj rekel, da je to, ne vem, ok, sem sposoben za več, bom pa nekoč, je to zdaj samo neka odskočna deska za naprej. Pač tam, kjer sem lahko pomagal, sem pomagal. In če je bilo pač treba neke škatle prenesti ali pa nekaj iskati, sem pač to naredil in sem to videl kot način služenja družinam. Ne kot ne vem, to izhodišče za naprej. Potem sem v bistvu že v štartu sem prevzel vodenje trgovine, pa vodenje zbiranja donacij, kar sta odgovorni funkciji v zavodu. Tam sem imel tudi priložnost, da se izkažem, da predstavim neke ideje, neko svežino, da poskušamo, nagovoriti še kakšnega donatorja, da poskušamo s trgovino tudi še malo bolj prodreti in tako naprej. Ampak vse, in tudi v resnici to je neka misel ali pa neka motivacija, ki me tudi danes žene naprej. Da se pravi, da vse, kar pač delam za družine. Za nekoga, da si ti predstavljaš tistega koristnika na koncu, tistega, ki bo imel zaradi tega boljše življenje. Ja, v tem smislu. To je, se mi zdi, v tem svetu neprofitnih organizacij, v katerem so oba, zelo, zelo pomembno, zato ker je veliko dela v bistvu na prvi pogled nepovezanega s tistim končnim. Recimo, da primer ti dam, jaz delam za usposabljanje voditeljev, ampak voditelje usposabljam samo 5% časa zares. Ostalih 95 ti pa zgleda lahko kot Sizifovo delo, če tega ne vidiš kot cel sistem. Ja, ampak da dvorano prej pripraviš, da po eno konc pospraviš, to vse zraven spada. Pa to še gre, stari. Bolj so unija, pisanje razpisov, delanje rekobrazcev, sestanek z računovodkinjo, tisti, ne? Ja, sej zdaj to je malo tako, bi rekel, en tak mal idealističen pogovor, pa včasih je tudi težko čist to konkretno povezavo videti za neko konkretno delo, ampak se mi zdi pa pomembno, da ohranjam nasplošno to naravnanost. Vse, kar delam, je ali pa vse, kar mi kot zavod delamo, je za družine. Zato, da bojo družine lepše živele, da bojo boljše živele svoje družinsko življenje. Da jim tukaj pomagamo zrasti. In od pometanja do tistega, ki se, ena terapeutka z nekim parom pogovarja, pa jim svetuje, kako naprej. Ampak, če pomisliš, koliko procentov ljudi o svoji službi razmišlja na ta način. Vse, kar delam, je, recimo, delavc na Darsu, vse, kar delam, je za varno in hitro tranzicijo človeka iz točke A v točko B. Ali pa v Mercatorju blagajničarka, vse, kar delam, je zato, da bojo ljudje imeli neko blagostanje pri svojem življenju. Veš, ljudje tega ne... To imamo midva to potrebo in tudi privilegij po svoje. Tako te bom vprašal, zdaj mi je to zanimivo ratelj, A je to najna sam potreba, kaprica, da si vse to usmišljava, so taka značaja? Ali bi bilo prav, da bi vsak človek šel v to razumevanje svojega dela kot doprinos k boljšemu svetu?
Torej, jaz lahko zdaj izhajam iz sebe, lahko tudi povem, kaj mislim o drugih, ne mislim o drugih tako pač na teoretični ravni, ampak pač mi dva delava v nevladnih organizacijah. Ja. To je recimo še ena stvar, ki mi je tudi že dolgo jasna in ki je tudi želim pri sebi gojiti to misel. V nevladni organizaciji ne moreš delati za, ne vem, da ti je motivacija za zaslužek. Nek blazen zaslužek, ki pač tega ni, mi smo pač nevladna organizacija, neka gospodarska družba deluje čisto na drugačen način in tam je pač lahko to motivacija. In jaz osebno bi težko delal v nevladni organizaciji, če ne bi delal če se ne bi identificiral s poslanstvom, ki ga organizacija ima. Tudi sicer na splošno mislim, da bi težko hodil v službo nekam zaradi denarja, ker mi pač to realno gledano ne pomeni to. No, glih to sem te hotel vprašati. Ja, ali si pripravljen tudi zaradi denarja iti v drugo službo ali pa delno drugo službo, če je zaslužek dovolj visok, ne? Da bi šel samo zaradi denarja, dvomim. Jaz mislim, da bi težko to svojo potrebo po tem, da nekaj pustim, nekaj koristnega naredim za ta svet, da bi težko to odmislil pa v narekovajih prodal za neko blazno plačo. Težko. Si pa predstavljam pač, da nekatere pa to motivira, realno gledano nič hudega, pač, če jim je tako v redu, ne pač živijo na tak način, ampak jaz pa težko, Si pa želim, da tudi v resnici za vsakega človeka, ki je na trgu dela, da ne bi delal samo zaradi denarja. To pa mislim, je spet iz sebe izhaja. Eno večje dostojanstvo je noter, če delaš samo zaradi denarja. Jaz osebno bi zelo težko pač hodil v službo samo zato, da pač plačo domov prinesem. Več trpljenja bi bilo ali česa, manj živosti, ne? Težko bi se motiviral za kvalitetno delo. Sej, še zmeraj bi verjetno naredil, ne vem, po svojih najboljših močeh, ampak težko, ne vem, zdaj z eno prodajalko v trgovini primerjam, pa jaz tudi nimam te izkušnje, jaz ne vem, kako se one počutijo, ampak, ja. Pa ti zdaj, recimo, vidiš to, ker zdaj si veliko stavil na poslanstvo, ne, se strinjava. Zelo veliko si stavil na to, da delaš zaradi boljšega sveta, predvsem na področju družin. Jaz sem vse stavil v profesionalnem, poklicnem smislu na to. Na poslanstvo? Ja. Okay, se pravi, bi delal bi si tudi delal, to je zdaj tvoje osebno poslanstvo, se v tem oblikuje, a bi zdaj to poslanstvo lahko delal na Karitas, a bi ga lahko delal v enem mediju, a bi ga lahko delal v eni prodajalni za družine, veš kaj mislim, na zelo drugih različnih področjih bi lahko delal to poslanstvo. V resnici nisem toliko o tem razmišljal, da bi lahko zdaj zelo konkreten odgovor dal, ampak tako, da splošno vidim pač položaj, v katerem sem, vidim kot zelo idealnega za to, da svoje poslanstvo opravljam. Pač dopuščam možnost, da je kakšno mesto še, kjer bi lahko to bolje delal. Načeloma pa vidim zdaj to situacijo, to svoje mesto, kjer sem zelo zadovoljen s tem. Se mi zdi, da sem na pravem mestu, da lahko dam zelo veliko od sebe, da so tudi rezultati potem tudi vidni. So delovna mesta, ki se bolj poravnajo s tvojim poslanstvom in so delovna mesta, ki se manj, ne? Pa tudi znotraj znotraj tega, ker zdaj delam z te pozicije, ki jo imam, so delovne naloge, ki bi rekel, ki jih bolj z veseljem opravim in ki jih manj z veseljem opravim. Ampak v povprečju pa mislim, da je zelo dobra. Zdaj je ena knjiga, ki sem jo z užitkom prebral, Simon Sinek, ne Start with Why, po kateri je ta človek najbolj znan, ampak Find Your Why, ki je v bistvu ne za korporativno, za marketing, ampak za iskanje osebnega zakaja, za osebno poslanstvo. On trdi, da osebni zakaj je fiksen in se je pač oblikoval, seveda ga mi vedno bolj dojemamo, ampak je nekaj tazga tako močnega, da ti v bistvu ali če delaš kot receptor v hotelu ali v trgovini ali kakorkoli boš ti z istim zakajem delal, samo seveda so pa eno delovna mesta, ki so bolj
in ena, ki so manj poravnana, ne, s tem. Tako da jaz zelo, zelo spodbujam ljudi večkrat, ne, tudi ko govorimo o karierni orientaciji, ne, spodbujam, da iščejo ta personal why, ne, svoj osebni zakaj, da ga, kako do tega prideti. Ne vem, spet iz svoje izkušnje izhajam, ampak jaz mislim, da je to nujno potrebno, ker ljudje ogromno svojega časa preživimo pač v službi in pač če zdaj si tam, če si nekje, ker nočeš biti ali pa ker, ne vem, spet, dobro, če nekoga motivira to, da bo dobro zaslužil, tudi v redu, a ne. Ampak ja, če te pa to ne motivira, imaš pa problema, ne. No in ta oseben zakaj, ne, ki ga imaš očitno že zelo razdeljenega pri 45, hvala Bogu, ne, skrajni cajt bi lahko rekla, se je verjetno skozi kakšne, tukaj pa prideva do te filozofije tega podcasta, ne, skozi kakšne goreče grme oblikoval, ne. Se ti spomniš kakšnega dogodka iz tvojega dosedanjega življenja, ko je najbrž jih je bilo več, ki so te postopoma na križiščih usmerjala, ne? Ampak prav kakšnega konkretnega dogodka, ki te je pol postavil na to pot? O tem sem kar veliko razmišljal, ampak jaz zelo svoje življenje doživljam podobno, kot sem že prej govoril, tudi o tem osebnem poslanstvu, ali pa tudi recimo pri teh prehodih, zelo doživljam svoje življenje tako kot eno pot, ki ima precej različno, seveda, pomembnih dogodkov, nekih križišč, recimo, ko greš levo, desno. Nimam pa neke osebne življenjske izkušnje, ki bi rekel, zaradi tega sem pa jaz tak, kot sem. Ne vem, najbolj mislim, da me je k temu poslanstvu pripeljala izkušnja moje ustanavljanje družine, moje te zdajšnje družine, ki so zmetko ustanovila. To mislim, da je najbolj pokazalo, ampak konec koncev to je povezan tudi, ne vem, z nekimi izkušnjami iz primarne družine, pa z nekimi primanjkljaji, s katerimi sem iz primarne družine prišel, pa konec koncev tudi metka, pa ko so potem pač iskala nek način, kako naprej, kako to družino optimizirati, da bo delovala. Kako stvari postaviti, da bomo čim bolj živela. In tle, konec koncev, tle so tudi iskreni pomagali mi, preden sem jaz sploh začel tam delati. Da ne vem, sem kaj prebrala, pa se dobila kakšno idejo, se v kakšnih stvarih pogovarjala. To bi rekel, da me je najbolj zaznamovala. Ne vem, jaz sicer izhajam iz čisto take, bi rekel, dokaj preproste delovske družine, v kateri se ni prav veliko spraševalo o teh stvarih. Pa to je bilo bolj v ospredju, ne vem, neko zadovoljevanje osnovnih materialnih potreb, brez kakšnih ekscesov. No, sej mogoče so tukaj se zelo poistovetam tudi s tem, kar si opisal. Pri nas tudi v družini se ni govorilo o duhovnosti, o poslanstvu, govorilo se je bolj o teh fizikalnih stvareh in jaz mislim, da je bilo tako v mnogih družinah najnih sovrstnikov po letih. Očitno smo nekateri pol glih skozi mladinsko pastoralo, pa skozi to, ne vem, povej, če je tvoja zgodba tudi taka, začutili, da obstajajo še neke teme, ki so še bolj napolnjujoče. In je tudi ta primanjkljaj, ki si rekel, vsak je prišel kot vsi drugi, sem tudi jaz prišel z nekimi primanjkljaji iz primarne družine, si rekel, to ne bi želel svojih staršev s tem kritizirati. Ne. Jaz mislim, da ga ni človeka na tem svetu, ki recimo skozi odraščanje ne bi prišel do nekih primanjkljajev in potem bi na neki točki začutil, da želi nekaj drugače narediti. In tudi frustracije so s tem povezane. In zelo pogosto so te frustracije nekaj, kar nas spravi v pogon za ravno izčiščevanje tega poslanstva. Ja, sej pa je bilo, recimo prej sem že omenil to stično, to mi je bila recimo ena taka izkušnja drugačnega krščanstva, ali pa recimo, da je, to je bil recimo, ne vem, mogoče prvi tak malo bolj resen pogled. To je kot nek goreči grm, če se še zmeraj spomniš tega. Ja, gotovo.
Gotovo. Pa mogoče niti ne toliko zaradi, ne vem, gostov tam ali pa ne vem, neke konkretne vsebine, ki sem jo tam slišal, kaj novega zvedel, kakorkoli. Ampak bolj iz tega, da sem takrat mogoče prvič šel na tak način v svet, da sem videl, da je drugje tudi drugače kot pri nas, recimo v naši družini. Ja. In da ti to potem, ne vem, da misliti v smislu, kaj bi pa jaz drugače naredil, če bi imel to možnost. Recimo, ne. In da pa začneš recimo nek proces razločevanja, ki se v resnici, ne vem, še zmeram dogaja, sej pač še zmeram so kakšne stvari, seveda, ki bi želel tudi zdaj drugače narediti, kot jih pa konec koncev delam, sej tudi, tudi to je, ampak to je recimo, to je bil en tak dogodek. Potem recimo leta 96 prvi papežev obisk v Sloveniji, je bila podoben tip izkušnje, podoben tip dogodka, podoben tip izkušnje, samo še močnejši. Jaz sem bil takrat še eno leto starejši, se pravi, mislim, da sem leta 95 prvič v Stični. Jaz mislim, da sem bil tudi, jaz sem sicer 5 let starejši, ampak mislim, da sem bil isti Stični prvič, Guy Gilbert, in da sem isto papežev obisk je bil, to sem v enem podcastu zadnjih omenil, da je pred kratkim, to smo na enem Zoomu govorili, da je minilo 30 let od največjega žura v mojem življenju. Vse je bilo tako, in to so pa recimo ne taki, ker mogoče se takrat niti ne zavedaš tega, ampak zdaj tako, ko reflektiraš, ker razmišljaš za nazaj, vidiš, da takrat se začel recimo nekaj dogajati. Takrat, v srcu, ne? Takrat je bilo v moje srce položena neka misel, da je treba začeti odraščati, bi danes rekel, ali pa tako, kot sem prej rekel, kaj bi pa jaz lahko delal drugače v življenju, kot zdaj delam. To je pač izhodiščna misel, ki se je pa to razvijala. Potem sem bil na Škofijski v dijaškem domu, tam je bilo spet, bi rekel, eno drugačno okolje kot doma, ki mi je spet dalo misliti tam, tam sem bil recimo 4 leta. Večino svojega časa sem tam preživel, tudi to me je zelo oblikovalo, da misliti, pa moram reči tako, da, seveda so bile različne izkušnje, dobre in slabe, ampak na koncu so pa vse koristne, tudi tiste, ki so bile malo, bi rekel... Kakšna mini krivica ali pa kaj? Ja, veš, pa tako, ampak iz tega sem se marsikaj, to je bilo potem ampak to je bil vse proces, ki se je recimo, ne vem, v neki intenzivni fazi zaključil recimo tam nekje na faksu, potem z neko temeljno odločitvijo za družino, pa potem tudi še nadaljeval. Veš, kaj je zanimivo, da si ti v bistvu produkt načrtovanih dejavnosti mladinske pastorale, ker nekdo se je mogel dol usesti pa načrtno narediti tisto Stično, nekdo se je mogel dol usesti pa načrtno prepraviti tisto Postojno in papežev obisk, nekdo je vodil ta dijaški dom pri Škofijski klasični gimnaziji. A veš, velikokrat v mojem tem podcastu so ljudje, ki pridejo z izkušnjami, ki kar iz nekje ustrelijo. So te goreči grmi veliko bolj nepričakovani. Se zaljubiš, nekdo umre, imaš neko zasvojenost, neko težko službo, kjer se ti velika krivica zgodi, Ti si pa v bistvu proces tistega, kar sva na začetku te epizode pokritizirala, da je ta mladinska pastorala bila mogoče majčkeno plitka, pa vendarle je bilo znotraj te plitvine dovolj teh dogodkov, da so dejansko, če greva na tvoje 3 goreče grme iz srednješolskega obdobja, ki si jih zdaj omenil, ali pa konec osnovne šole, stale Stična z Guyem Gilbertom, pa papežev obisk, pa dijaški dom, so v bistvu zrežirani, So, ampak pač jaz jih nisem teh dogodkov udeležil s tem namenom, da bom tam nekaj razčistil ali pa nekaj, verjetno tudi, ali pa zagotovo tisti, ki so to pripravljali, niso imeli v mislih tega, da bom jaz tam to doživel, kar sem, To je ena stvar. Pa so imeli, veš. Mislim, ali pa so. A veš, mislim, ti si Stično, jaz sem bil pol dosti zraven pri organizaciji takih dogodkov, ne konkretno pri Stični, ampak take dogodke smo, recimo pri skavtih, ta veliki tabori za celo Slovenijo, pa to. Take dogodke smo delali za poživljanje duha. In točno to se je tebi zgodilo. Ja,
Ja, ampak pač sem hotel še povedati še vsaj eno stvar. No. Vsi se pravi, ti dogodki, konkretno enodnevni, recimo stična in papež obisk, to je bilo vse v sredi 90-ih. Stične sem se jaz zelo hitro ponaveličil. Je še zmeraj tista kritika je veljavna od začetka. Pa noben ni bil tako, recimo, ko razmišljamo o Mojzesovem gorečem grmu. Mojzes je pač tja prišel, je bil seveda tako, kot si razlagal dogodek, pač nekaj nepričakovanega, nekaj fascinantnega, ker ni zdaj tam pač, ne vem, nekdo tega načrtoval ali pa da je on zdaj nekam šel, da bo nekaj takega doživel. Pa bil je zelo tako dogodek, ki je prinesel eno zelo konkretno spremembo v enem trenutku. Jaz, ko sem prišel iz stične domov, ko sem prišel s papeževega obiska domov, v tistem trenutku nisem bil bistveno drugačen kot, vsaj sebe nisem tako doživljal kot bistveno drugačen, kot sem bil zjutraj, ko sem tja šel. To je bilo samo tako, pač neka spodbuda k nekemu razmisleku, ki se je potem tudi zelo spontano v resnici dogajal. Ni bilo zdaj to, tam sem imel to izkušnjo, zdaj moram pa o tem malo bolj razmišljati. Ampak zanimati me je začelo to in zato sem se začel s tem ukvarjati. Mislim, da večinoma goreči grmi niso padci s konja, ki bi povzročili nenadno spremembo v drži ali pa osebnostni strukturi udeleženca, da so večinoma goreči grmi taki, kot si zdaj povedal, ampak da kar jim daje legitimnost, kar jim daje status gorečega grma, je to, da se še toliko let potem spominjaš njihove moči, kakšne scene zelo natančno, in da to šele za nazaj prepoznaš, da se tega spominjaš. Ne pa, da bi imeli takojšnji učinek na spremembo tvojo. Moram reči tudi, da sem se s tem vprašanjem tako osebno kar dolgo ukvarjal, ker ne vem, sem šel na kakšne duhovne vaje, pa so bilo pa tam neke pričevanja, kako je nekdo slišal božji glas, ne vem kje, v neki molitvi ali pa ne vem, se mu je ne vem kaj zgodilo, pa je bil potem čisto drugačen. In da me je to tako kar nekaj časa da bi to moglo biti. Zelo bremenilo, zakaj se meni nič takega ne zgodi, zakaj sem jaz še zmeraj tam, kjer sem, ampak recimo zdaj, potem, ko sem se s tem pomiril, pa malo začel recimo tudi to refleksijo gojiti, bolj načrtno, sem ugotovil, da pač moja pot je pač taka in nič hudega in sem tudi vendarle marsikaj naredil, ni pa zdaj bilo nekih padcev s konja, v narekovajih. A se ti zdi, da taka senzacionalistična pričakovanja imajo kot enega od stranskih učinkov lahko tudi to, da se ljudje zafrustrirajo v smislu, moje življenje pa ni tako, jaz pa ne slišim dovolj Boga, oddaljen sem od njega. A sem te prav razumel? Da je to tudi nevarnost po svoje lahko. Jaz srčno upam, da tudi, če se komu drugemu še kaj podobnega dogaja, da mu Bog v srce položi tudi to, kar je mene, da ni potrebno, da je to tako. Da je zdaj nekaj, da mora biti nekaj, ne vem kaj, strašna mistična izkušnja ali ne vem kaj, da se ti življenje spremeni. Greš skozi nek proces in na koncu si, upam, da boljši človek, kot si bil, ko si v ta proces vstopil. To je recimo moje spoznanje v tej zgodbi. Ja. Hvala, da si to podelil, ker jaz tudi to zelo verjamem, ampak še zmeraj imam pa nasploh podcasta Goreči grm, ravno zaradi tega, ker verjamem pa v to refleksijo za par let nazaj, da ta refleksija, ko ozavestiš ta proces, ki si ga prejle govoril, te še bolj utrdi v poslanstvu. Tako, kot pravi, spominjajte se, Izraelcem, kako vas je Mojzes peljal čez, pa spominjajte se, kako je bilo to, pa to, pa to, ker ko se boste vi tega spominjali, takrat boste, ne vem, kakšna je točno konkretno obljuba od zadja, ampak takrat boste še bolj odporni, ne? Ja, mislim, moja osebna izkušnja s tem je, da sem prvič bolj pomirjen s svojo preteklostjo, tudi z mogoče kakšnimi stranpotmi, ki so vmes bile, Če kaj? Če se spominjaš, ali kaj? Ja, pa ko sem reflektiral to svojo zgodbo in prišel do pač nekih zaključkov, da vendarle so neki mini goreči grmi. To je zelo pomembno. Sem pa tudi, ko si mi rekel, če bi bil tle v tem podcastu, tudi moja prva misel je bila,
Sej, kam pa jaz tako zapovedati, ker nimam tacga dogodka, kot ga je imel Mojzes. To ima po moje 80% ljudi reče, Ja. kaj imam pa jaz zapovedati. Ampak jaz, sej, bi rekel, se strinjam s tem, da nimamo vsi takih izkušenj in da v bistvu tudi ni nič hudega in da to ni nič slabega, da nismo drugorazredni, kristjani ali pa, ljudje, ki si tega ne zaslužimo. Pač drugačna je pot. Če greva še na en proces, kako pa je zrastel, spomnil sem se na Pavčkovo pesem, kako raste mama. Kako raste Leon kot voditelj na iskreni.net, in sicer bi razdelil to v dve podvprašanji. Eno je znotraj tega, ko si se počasi prepoznaval to poslanstvo, katerih stvari se je moral teolog naučiti o tem delu na iskreni.net. Drugo vprašanje pa za zadnjih, rekel si 8 mesecev, ko si voditelj, se pravi, ko si že voditelj, kateri so tisti glavni, bi rekel, prav, že ne govoriš tokrat o teh primanjkljajih, pomanjkljivostih, ampak vendarle, kateri so ti glavni izzivi ali pa ovire, ki jih zdaj preskakuješ pri sebi ali pa pri svojem delu. Prva stvar, ki je, jaz sem zelo hvaležen, da sem začel pri iskrenih tam, kjer sem, se pravi, da sem zelo dobro spoznal skozi prakso vse ali pa veliko segmentov tega, kar delamo. Da to zelo dobro poznam. Potem druga stvar, ki bi jo želel podeliti, je, jaz mislim, da tukaj nisem na zelo drugačni poziciji kot kdorkoli drug, ki pride pač z nekega izobraževalnega sistema, ali z fakultete ali tudi srednje šole, pač praksa te nauči potem v resnici vsega. Seveda so pač zdaj neka področja, vodenje financ, tudi delo z ljudmi, neko usmerjanje, razvoj neke strategije. To so pač področja, ki sem se jih mogel zelo od nule naučiti. Skozi ampak to sem delal skozi vsa ta leta, ker z Zavodom Iskreni že sodelujem. Sej, konec koncev tudi preden sem postal direktor, sem bil prokurist, ali pa direktor operative. Sem že imel recimo neke vodstvene funkcije in vodstvene odgovornosti. Zdaj druga stvar pa je, to je nezaključen proces. Jaz se še zmeram učim, še zmeram raziskujem, kje bi lahko še dobil. Mislim, mi je to pomembno, pa to mi je tudi v veselje. Precej knjig na to temo preberem, poslušam kakšne podcaste, pa tako, da bi res postal čim boljši voditelj. To ni zaključena zgodba, to, da bi rekel, zdaj sem pa jaz direktor, zdaj pa jaz vse vem, daleč od tega. Tudi ne vem, če je pametno, da bi na tak način do sodelavcev pristopil. Po moje, to precej. Čeprav bi lahko bil kakšen tak. Precej velika uslarija. Veš, kdaj se to najpogosteje po moje pojavi? Takrat, ko je voditelj hkrati tudi ustanovitelj podjetja. Ja. Da je to taka dvojna samozavest, ki zna biti pol tudi lažna. Sem voditelj, pa sem ustanovitelj, imel sem od nule, če kdo ve, vem jaz. Ja, tukaj moram takoj stopiti seveda v bran svojemu predhodniku, Igorju. Mislim, da on ni bil tak voditelj. Sva zelo lepo sodelovala. Tako da osebne izkušnje s tem jaz nimam. Se jaz govorim za voditeljsko skušnjavo, da takrat mogoče pride. Ja, Igor je tudi ustanovitelj Iskreni.net in njemu se ta skušnjava ni zgodila. Ja, to moš njega povabiti še enkrat pa ga vprašati. Ampak tako, mislim, da smo zelo lepo sodelovali. Če malo upravljava, Igor se mi zdi človek, ki tolikrat gre iz cone udobja, da se mu to zaradi tega ne more zgoditi. Ker je... Pa si mislim tudi, da je spet tukaj neka specifika nevladnih organizacij v primerjavi z gospodarskimi družbami, da vendarle smo bolj usmerjeni v poslanstvo in je tukaj malo drugače. Kaj ti je pa zdaj najtežje, ko si voditelj? Ja, najtežje kakšne zoprne situacije razrešiti v kolektivu. Sicer moram reči, da imam zelo fajn sodelavce. Tudi Mojca Belcelj-Magdič, ki je strokovna direktorica, mi zelo veliko pomaga in se zelo odkrito lahko pogovarjava o vseh stvareh in iščeva najboljše rešitve. In grejo potem na kakšen tak sestanek skupaj.
In pa je prava tako, jaz sem bolj ki jasno postavi meje in pove, do kje lahko gremo, od kje naprej pa ne. Ona je pa tista, ki potem to na svoj z nekim ženskim principom, recimo to malo zgladi pa omehča posredovanje te informacije. Ne, zdaj, da bi... Tako malo kot okvir pa slika, ne? Ja, recimo, ja. Kar pa naj spet pripelje, ne, do tale Nejc Škobrne. Ja. Nazadnje sva se videla ravno na krstu mojega gosta izpred nekaj epizod, Nejca Škobrneta, ne, ki je pač to knjigo Pot mladeniča z dekleti tudi organiziral, da se je prevedla v slovenščino in res neverjetno, ne, ko je bil Birman tudi zraven, ne, poleg krsta in je bilo zdaj boš pa pričevalec za Kristusa, jaz stari, pa on je pričevalec za Kristusa, večji od 3/4 tele cerkve že zdaj, a veš, ne? Ja. Prav zanimiva taka, kako bi rekel, nenavadna misel mi je prišla, no, kako birmamo nekoga, ki je že zdaj večji pričevalec za Kristusa od 3/4 vseh navzočih tukaj. Ne? No, ampak zdaj ima certifikat. Kako bi rekel, ali pa formalno podporo Svetega Duha, ne, sej tako, pač Duh veje, kjer hoče. In nekaj časa gre brez tega, ne, ampak... Ne, pa gotovo je v njegovem srcu že opravil svoje delo tako tudi pred Birmo. Bravo, vidim, da si teolog. Ampak pač to je velika stvar, ki se je zgodila, ta njegov krst. No, ampak kaj sem hotel reči, ne, tale Guy Flasta je ta avtor, ki je bil tudi v Sloveniji, ki je pač, katerega knjigo je on Nejc prevedel in ga je tudi pripeljal v Slovenijo, ne, govori o tem, da moški rab okvir, ne, ženska je pa pol slika v tem okviru in oboje je nesmiselno brez drugega, ne, oziroma slika brez okvirja morda še malo bolj smiselna, kakorkoli, ne. In ko si ti govoril o razmerju, o nekak delitvi vlog z Mojco Belcel Magdič, ki je tudi direktorica, tukaj več vprašanj. Prvič, tole dvotirno vodenje, kako vam to funkcionira. Jaz sem tega sicer zelo navajen od skavtov, smo imeli vedno moški pa ženski lik, ne. Drugič pa kako ti je to pridobivanje okvirja in to, ki je pa taka malo bolj moška značilnost, da moški, po temu Guy Flasta je to glavna moška značilnost, da moški postavlja okvir in da v ta okvir na nek način tudi čuva, a ne, varuje. Kako ti je ta formacija skozi vse te moške skupine, Exodus 90, moško duhovnost, pomagala biti boljši voditelj? Izid te knjige je sovpadal s tem procesom prevzemanja vodenja zavoda. In je to šlo v bistvu zelo tako z roko v roki. No. In prebiranje Gifove knjige in prevzemanje te vloge in mi je v resnici ta koncept okvirja zelo pomagal pri tem, da sem prepoznal pri sebi recimo neke skušnjave, ki sem jih imel, pa jih imam še vedno. Potem, da bi kje zaradi ljubega miru popustil, da bi kakšno stvar naredil tako, da bi bilo lažje in ne tako, kot bi bilo bolj prav. Po drugi strani mi pa tudi to, ko sem bil pač povabljen na to, k tej funkciji, da bi pač bil direktor, mi je pa tudi že skozi samo odgovornost, ki sem jo prevzel, mi je tudi ta odgovornost dala misliti, no, da zdaj pa ni nikogar, ki bo, ne vem, pokril neke moje napake ali pa slabe odločitve in da moram jaz vztrajati pri tistem, kar je prav. Ne? In te stvari, te dve stvari sta me oblikovali zelo z roko v roki, moram reči. Jaz sem tudi v resnici to, ko so se prej pogovarjala, ne? Jaz sem skozi prevzemanje recimo te vloge direktorja in zdaj pač, kot sem jo tudi formalno prevzel, tudi zelo osebnostno zrasel. Moram pa reči, no, še nekaj bi želel povedati v zvezi s sodelovanjem z Mojco. Že v začetku je bilo tako zamišljeno, da se gremo pač, da vzpostavimo neko dvotirno vodenje in mi je to zelo, zelo dobra stvar. Ker imam sogovornika, s katerim lahko stvari zelo odkrito predebatiram, ki razmišlja ravno prav drugače kot jaz, da mi odpre neke vidike, na katere sam ne pomislim, hkrati pa ima neko skupno usmeritev, ki jo
tudi pač skozi sodelovanje izčiščujeva in pač gradiva nek odnos, ne, da pa oba dva se zavedava, da je pa pač neka temeljna usmeritev pa je skupna in da veva, kam gremo. Ne, da ni Mojca zdaj pač nek hudičev odvetnik, ki bo prišla z nekimi idejami, ki so čist nasprotno mojim. Bo napadala okvir sam zato, da ga ne. Ja, ampak da pač izpostavi neke dileme, ki mi res dajo misliti, no, in pač verjamem ali pa upam, da je tudi obratno smer tako, ne, da tudi ona tako stvari razume, no. Tako sinodalno se mi je to slišalo, to predebatirati smer, tudi najbrž prepuščati se Svetemu Duhu, ker sta dva zbrana v njegovem imenu, ne? In koliko so te naše individualno voditeljski koncepti včasih nevarni po svoje. Ne? Mislim, jaz se tudi tega zavedam. To, da si na vrhu vedno sam pa to, ne? Jaz se zavedam tudi tega, da na koncu moram sam stati za svojimi odločitvami, a ne, pač kot direktor sem odgovoren pred državo za poslovanje zavoda in tako naprej. Ne? To so stvari, ki se jih zavedam. Zavedam se tudi te izkušnjave. Jaz sem po naravi voditeljski tip in se zavedam te izkušnjave, da bi včasih bil lahko tudi preveč impulziven v svojih odločitvah in mi je to res dragoceno, no? Da imam sogovornika, s katerim se lahko pogovarjam in s katerim sem tudi vzpostavil nek način komunikacije, da mi je naravno to, da se pri pomembnih odločitvah posvetujem. Ne. En del tvojega stavka, ki si ga pa izrekel, mi pa ne da miru. Ja. In mi je zelo navdihujoč in dober za na konec. Rekel si, da si predtem večkrat popustil zaradi ljubega miru. Pa se mi zdi to toliko močen stavek za moškega. Se mi zdi, da ga velikrat slišim v zakonskih zvezah, velikrat ga slišim na voditeljskih položajih, popustiti zaradi ljubega miru. A mi lahko razložiš, prosim, kakšno situacijo, ko se je to zgodilo, čisto zato, da bi bilo bolj naslikano, bolj 3D, da ne bi bil sam koncept. In kakšno situacijo, ko se je to negativno, mogoče tudi kakšno pozitivno, in v bistvu kako je v tebi potekala ta transformacija, da zdaj manjkrat, vemo, nismo na koncu, ne? Ja. Da zdaj manjkrat popustiš zaradi ljubega miru. Tega se absolutno še zmeram učim, ali pa pač pridejo skušnjave, ko bi tako ravnal, ne? No, ampak res se mi zdi to jedro, ne vem, kaj se mi dogaja zdaj v glavi, ampak res mi je navdihujoče, no? Ja, težko zdaj dam kakšen konkreten primer, ne da bi zdaj nekoga razkril, ja. Ampak tako res, mislim, koncev tako se mi zdi tudi do sogovornika malo ponižujoče na nek način, če mu popustiš, če veš, da je nekaj drugega prav, ker tisto, kar je prav, je načeloma dobro za oba. Ne? In zdaj pač, ko sem na vodstveni funkciji, mogoče sem tudi malo bolj temu izpostavljen, da pač moram nekje po mizi udariti, recimo, a ne, mislim tako, sej vendarle nisem glih človek, ki bi zelo veliko upil, a ne. Veš, kaj mi hodi na misel, recimo, kot voditelj sem jaz ali pa ti sva v situaciji, ko morava opraviti kakšen težek pogovor z nekom, ki, če ga ne bi bilo, stvar ne bi bila v resnici bistveno drugačna. Ker bi se to, da se z unim ne bi pomenila, bi se poznali šele čez pol leta, leto, dve na nekem slabšem performansu organizacije ali pa kaj tazga, ne, na slabši kakovosti. Seveda, pač malo manj prijav bi bilo ali pa ne vem kaj na neki. Ne? Ja, to so recimo tipično take situacije. To se mi zdi recimo taka, ne, opuščanje soočanja s težkimi situacijami, ki mogoče niti niso toliko težke, ampak ko jih pride veliko, pa se pa že tudi malo navadaš ne rint v težke pogovore, recimo. Ne? A ne, na mestu direktorja sem na novo, a ne. Pač določene stvari bi seveda želel delati drugače, ker jih je Igor, a ne. In pač, vse lahko pustim tako, kot je, a ne, ampak rezultati se pa pokažejo pa čez eno leto, a ne. Bolj gre za to, ne za to, da bi zdaj popuščal mogoče še več tega, ne da popuščam v smislu, ne bo po tvoje in ne po moje,
ampak ne ostane tako, kot je. Opustitev drezanja v. Da ne drezaš, ne da aktivno popustiš, ampak ne drezaš tam, kjer. Pasivno. Pasivno popustiš, recimo. Hvala, Leon. Ampak kaj je, čisto za zaključek, sem ga že napovedal, ampak dejansko ta tretji del odgovora, kako je potekala ali pa poteka ta tvoja transformacija, kjer klik, kjer spoznanje ti je dal moč za to držo? Ena stvar je prebrana Giffova knjiga, ki ima zelo, zelo tiste neke poudarke, ki jih mogoče nisem toliko reflektiral v zvezi s tem okvirjem. Dotlej, ne? Ki jih dotlej, ali pa jih nisem znal besediti, v tem smislu. Ena stvar je to, druga stvar je pa se mi zdi to, kar sem prej govoril, ta odgovornost. Odgovornost v končni fazi do slovenskih družin. Ker če jaz Pa še bolj do organizacije, seveda. Ne? Ja, ampak na koncu smislu zavoda Iskreni je, da pomagamo družinam. Če ne bomo jim pomagali, lahko zapremo brez veze, da delamo. Hvala, Leon, hvala za vse te navdihe. Dobrodošel v voditeljski družbi. Mislim, da si začel boljš kot jaz pred 15 leti. In hvala, da hvala, da ne popuščaš, hvala, da drezaš, hvala, da tudi Igor Vovk je bil vedno tak, da ni popuščal zaradi ljubega miru. Ne? Hvala, da nosiš naprej to zastavo. Hvala tebi. Moram reči, da si mi tudi, tako kot sem že enkrat vmes rekel, za zgled in da se lahko tudi od tebe kaj naučim. Enako. Hvala ti.